Na telefonu sem zdaj, če ima moj mali, ima danes športni dan, pa morajo prek spleta delati Telovadijo. na šolo. Ne, Telovadijo preko spleta. Kakšen je to športni dan? To me je najbolj razkurlo, imeli so športni dan zaradi krvodajalske akcije, ker imajo v naši šoli. Potem pa so rekli, da bo slabo vreme in ker bo slabo vreme, ne bo športni dan, ampak bojo imeli online šolo. In sam je tako, ki je moj mali, bil tak jezni, je rekel, kaj? Jaz glih tako lahko telovadim doma. Tvoj Sebastian je koliko razred? 8. 8. Ja, on je šel zdaj v sredo v šolo, ne? Ja. Brez veze, če mene vprašaš, ampak dobro. Vse moramo prenesti v tem svetu. In, čakaj, no se lahko počasi začnemo, a ne? Okay. Se pravi, hodi v 8. razred, če sem se stopil? Ja. Aha, je videč ali slaboviden? Je naš član Mariborskega društva, ampak še v redu videč, super videč, tako da še lahko normalno živi, ampak ima zožano vidno polje. Tako da ga to malo ovira, ampak drugače se pa obnaša, dela, vsaj trudimo se mi kot starši, da dela normalno in ga ne jajčkam, po domače povedano, to se snima, jaz pa tako govorim. Ja, to bi povedal, da snemam, ja, da snemam, bomo pol to objavili. Pardon, zdaj sem se spomnila, jaz pa se tako izražam, se opravičujem. Ne, vse nič hudega. V glavnem, ja, se trudimo, da živimo dokaj normalno, no, čeprav z omejitvami določenimi, ampak pač. Ja, tako je pač, ne, življenje pač prenese, a ne. Čakaj, vi ste od rojstva slepi ali kako, ali kasneje, kako je bilo? Jaz? Marjana? Ja. Ne, 19 let sem bila stara, ko sem slepela. Aha, v redu. Zdaj bo počasi 20 let. Zdaj že skoraj ne vem več, ali sem prvo videla, ali prvo nisem videla. Ja, sej. Verjamem. No, sej z Lujem, ko se pogovarja, Luj ima pa glih tele dni 50 let, Luj Šprohar, ne, tisti, ko ga poznate. Aha. Ko so mu vzeli oba očesa, ne. Tako da je pač po mojem še na slabšem, a ne. Zdaj, Andreja, a še lahko vi kaj poveste o sebi, v svoji družini? Ja, nič ne, jaz imam pa 2 otroka, sin je hodil v 3. razred, tudi je šel že 18. majem v šolo nazaj, ta mala pa v vrtec hodi, no, zdaj je v bistvu 3. dan že šla v vrtec in sem se pač odločila, no, od začetka sem mislila, da pač noč ne bo šla, ne, zdaj sem pa rekla, da naj malo gre, ker zelo pogreša te sovrstnike, ne, ker to drugače se tako vidijo, zdaj skoraj 3 mesece kar doma, ne, in pač je čisto zakaj, zdaj do 24. junija bo v vrtcu, no, upam, da kje domov ne prenese, ne, sicer ta strah je vedno malo prisoten, ampak pač ne vem, jaz probam čim bolj odmisliti tale virus, ali kar nas je doletel, zdaj tale korona, ne, zdaj čez poletje bo menda mirno. Pripravljamo se pa na september, da vidimo, kaj bo. Jaz upam, da nič kaj tako ne bo, no. Sicer smo se kar navadili na tole šolo na daljavi, je bilo sicer čisto drugačne, ampak ja, no, marsikaj smo se pa naučili. Imam pa to srečo, ne, da pač ti so moji družinski člani normalno videči, super vidijo, vsaj se fajn znajdejo, meni pač vid upada, no. In jaz vidim pač, mislim, da imam isto bolezen kot Marjana, ne, s tem, da jaz še pač nekaj vidim. Marjana, nikoli ne pozablja tvojih besed, ko si mi rekla, uživi še, dok še vidiš, ne. In jaz imam skozi to v glavi. No, super, jaz sem pozabila, da sem to rekla, ampak je res. Se je tudi Kacin povzel očitno te besede. Uživite, dokler lahko. Ja, dobro. Jaz imam glede virusa svoje mnenje, ampak okej, no. Ja, o politiki ne bomo, ne, prosim. Ne, zdaj boljše, da ne. Virus je zdaj že politika. O politiki. Ja, res je. Ne, ko zelo hitro lahko zaidemo na to. Jaz, ko sem imel v ponedeljek pogovor v torek sem imel pogovor o etiki v družbi in v medijih, o marginalnih skupinah oziroma slepih in slabovidnih, sem tudi postavil eno vprašanje temu Marko Prpiču, ki je bil pomočnik generalnega direktorja RTV-ja, zakaj je javni medij tako pomemben, pa sem takoj poudaril, ker mislim, da se gre okrog tega, o pomembnosti javnega medija in teh zadev, se ne prosim, strokovno, ne politično se ne gremo. Ok,
to je bil tako malen tak medklic nepotreben. Zdaj, no, Ivč, ti, ko si tukaj, zdaj ti povej, ti si slepa, ne? Ja. In imaš enega otroka, ne, ali dva, kaj že? 2 hčere, ja. 2 hčeri, ena je celo moja žena učila, ne? Obe. A obe celo? Aha. Eno, mislim, če se zdaj prav spomnim, mislim, da je eno 2 leti, eno pa eno, tako da smo kar dosti sodelovali. Smem prekiniti malo samo tukaj, jaz bi samo rada spoznala gospoda Ivča, jaz ga prvič slišim, ali smo se že srečala? Aha, no povej, Ivč, povej nekaj. Ne vem, ne verjamem. No, da pa povej o sebi. Ma kaj ne povem. Odkot ste to najprej? Jaz zdaj živim v Ljubljani že dolg let, drugače sem Savinjčan. Gornja Savinjska. Gornja Savinjska, ja. Bil sem v zavodu. Blizu Anje Černevškove? Kako? Blizu Anje Černevškove? Tale je iz Gornjega grada, ne? To je ta Anja, ker jaz se namreč ne poznam. Aha, blizu. Gornji grad je v tistih koncih. Ti si pa Luče, ne? Kje si? Jaz sem pa še malo naprej gor, ja. Luče? Ja, bil, ja. Zdaj pa sem že od leta. No, okej. Torej, bil sem v zavodu, na gimnaziji, na faksu, nekaj cajta sem delal v centru, potem sem bil še predsednik tle na društvu v Ljubljani 4 leta. Zdaj sem pa svobodni umetnik. Pa slep? Slep sem pa že jaz imam retinopatijo pigmentoza, kar pomeni, da mi je v najstniških letih v bistvu vid popolnoma opešal, s tem, da vidu normalno... Jaz isto, ko vi. Zdravega vida pa ne poznam, ne. Se pravi, ni bilo obdobja, ko bi imel zdrav vid, da bi vedel, kaj to je. Ne. Sem pa kot otrok še kar v redu videl, no. Mislim, kar pač tako. Ne. No, se spomnite, v glavnem, kak je videti? Ja, kak je neki videti, zdaj kak je pa čist videti, pa ne vem. Jaz tudi ne vem, glavno je, da smo videli nekaj, to je meni pomembno. Ker mene so diagnosticirali šele pri 20 letih, ne, do takrat sem jaz mislila, da čist normalno vidim, ne. Mislim, razen na desno uško nikoli nisem v redu videla, ne, ampak pa so mi pa diagnosticirali pri 20, da pač je ta retinopatija, ne, in pač, ne vem, so rekli, čez 5 let bo slepa, ne. Jaz sem takrat redno študirala in jaz sem čist odklopila to, jaz mislila, to ne more biti res, ne. Jaz sem se pa šele kasneje strokovno soočala s tem, pa iskala pomoč, ne. V bistvu življenje pač teče dalje, ne. Pač, ja. Jaz sem se s tem, moram reči, kar dosti ukvarjal svoj cajt, ker sem se potem tudi z genetskimi posledicami, recimo tega, ne. Tako da sem skoraj vsaj magisterij skoraj naredil iz tega. Aha, ja. Tako da ja. Ste ugotovili, od kje naj bi podedovali, od koga? Ne, ker že tako in tako je ta retinopatija, v bistvu je dedna na 3 možne načine, ne. Tako da že tle se stvari precej zakomplicirajo. Pa sploh pri tem načinu, kot ga imam jaz, ki se je izkazalo pri vseh pregledih pa analizah, ne, je pa sploh težko ugotoviti, ne, oziroma mislim, da celo sploh ne morajo vedeti točno, iz kje izhaja, ne. Zdaj, recimo pri spolno vezanem prenosu ali pa kaj takega, ne, tisti je lažje, ne, ker tisti pravzaprav gre iz generacije v generacijo lahko, ne. Ti imaš tudi v bistvu brata, ne, ki je tudi slep, ne? Ja, jaz imam 2 brata pa sestro, s tem, da je pol, ne, kot je mene doktor Havlina svoj cajt seznanil, da se zelo dostikrat zgodi, ne, da je nekako, vsaj pri večjem številu otrok, torej, če pač ta nevarnost obstaja v familiji, ne, da se nekako razdeli, oziroma tako nekako. Ne. Ok. Rok, tebe smo zdaj pustili za konec. No, jaz se še imamo sanjo. V glavnem, Rok si še glasbenik, še kaj brenkaš? Ja, amaterski. Nisi... Roki, bravo! Živjo. Jaz, ko sem te spoznal, ne, si skupaj z Sandijem Novakom sta mi brenkala tam na nekih delavnicah, ko smo imeli, ki se spomniš? Spomnim, ja. No, zdaj Sandi je šel na to pot, ti si pa malo ovihnal, ne? Ne, jaz sem šel v druge vode, jaz sem diplomiral slovenščino in zdaj živim od lektoriranja.
Imaš svojo SP, ne? Tako, ja. Ne. In v glavnem imaš tudi družino, ne? Ja, tako je, 3 hčerke, Adijo. to je to. To je to. Koliko so stare? 11, 9 pa 4,5. Aha, Bravo. v redu. Pa se kaj spomniš, kakšen si bil ti v teh letih, kakšen so bile pa one? Seveda se spomnim še predobro. Jaz jim skozi povem, da so bolj pridne, kot sem bil jaz. Da, hvala. Pa moram kaj povedati, Rok? Rajši ne. Hvala enako, Rok, veš. Ja. Jaz se spomnim pri mojem mulcu, ne, ko je kako neumnost naredil, pa sem ga seveda kot oče, sem ga mogel ušteti, ne. Ko sem se pa krog obrnil, pa sem se zarežal, se si isti, ne. Ne, tako je pač ta hinavščina, ne, bi se temu reklo. A se strinjate, mama? Čeprav jaz jim povem tudi včasih, da so bolj pridne, kot smo bili mi. Aha. Ja, ja. No, mama, se strinjate? Pa ja, jaz sem tudi čisto odkrita z mojimi otroci, ne, mislim pač, pa to je treba, ne, se tudi mi smo bili mladi, pa nori, pa ne vem kaj, pa ne, kaj se bo zdaj delo, da si, ne vem, nič nisi bil, ne, da je bilo vse zmeri v redu. Ne, tudi mi smo kaj všpičili, ne. In kaj, ne, odkriti bi treba z otroci, ne, in se mi zdi, pa so tudi oni s tabo, ne. Ja, se strinjam. Sanja? Samo punčke so bolj pridne kot fantki. Ja. Je razlika malo, ja, to je razlika, ja. To jaz tudi ugotavljam zdaj, ampak ne, vsak je po svoje, ne. Vsak je edinstvene. Mislim, pač moraš s takim drugače ravnati, ne. Sanja? Ja, jaz sem poslušalka, Dušan. Ja, no, vse v redu, vseeno, ko si že tukaj, daj ti povej, ne, koliko si ti, zdaj ti si šele, no, bom rekel, šele prebolela najstništvo, ne, ali pa mečke 20. Madonca. Ampak... Veš kaj, včeraj me je vprašala, ona Krita, če sem se vpisvala prek spletne strani na faks, je rekla, ja, enih 5 let nazaj se je to začelo, nekaj, veš kaj, da je že 10 let, odkar sem se jaz na faksu vpisvala, tako dalej. Da taj hiter gre. No, pa povej ti, kakšne probleme si imela kot najstnica, recimo. Zdaj imamo ti si tukaj najmlajša, ne? In zato je fajn, da malo imamo eno merilo. Kot najstnica. Ja, oziroma recimo, kot otrok, ne? Kot otroka, ne? A veš, dejansko, kako ne rečem, verjetno je drugače biti najstnik slep, pa najstnik normalno videča, ne? Ja, pač, sigurno, ne, v zavodu se je mogoče to malo manj poznalo, ne, v zavodu za slepe, razen tega pač, da sem bila od doma, kar me je recimo grozno motil, da me čez 7 dni bilo doma, ampak kako je to, ni mogoče to kveza na to, ali pač, drugače pa mogoče sem to bolj v srednji šoli začutila, ne, ker si pač malo bolj, kako bi rekla, v razredu se sošolci sicer nekaj družiš, ti pomagaš, te pogovarjaš, ne, ampak kar je bilo pa izven šole, pa nekako nisem bila več za njih aktualna ali interesantna, ali kako ne rečem, ne. Tako da mogoče sem najbolj tukaj čutila to razliko, ali kaj ne vem. To mi je prva misel zdajle na pamet. Mislim, ti si se tudi dosti družila, recimo, z videčimi, a ne? Ja, se te pravim, družila, ne, ampak to je družila v tem okolju, kjer sem se praktično mogla, ne, potem pa, ko je prišlo, ne vem, grejo na kavo ven, so šli, ja, okej, mogoče moja krivda bila, da se nisem malo bolj zraven, bom rekla, po domače, Prinila. Prštulila, ne, Ja, ja. se pravi, pridružila, ne, samoiniciativno bolj. Rekel pa tudi noben nič ni, no, tukaj mogoče mi je za ta del malo žal, no, tako. Sonja, tako ali tako bi te pozabili, ne skrbi. Ja, mogoče tudi zaradi tega strahu, ne, ker če greš ti nekam, ko ne poznaš okolja, pa da ne greš z nekom, ko nisi siguren, ne, v njega, je ta strah, ja, verjetno Ja, ker te pozabijo. Veš. S tem jaz tudi imam velike težave, ne, zato ker ne vem, jaz sploh ne hodim rada po gostinah, ne, ker jaz moram točno se zmeniti z nekom tam, ne vem, ker me mora on tam počakati, ne, in jaz ne morem priti v gostino, pa da mi jaz tam enega najdla, ne,
In to ljudem ni jasno, ne, ampak zdaj se ne obremenjujem več z drugimi, ne. Eno zgodbo tako, ne, sem tule, ko je Andreja rekla, pozabi, ne, pa Marjanta. Ko smo šli na maturantski izlet, ne, in bilo to, jaz se nisem najprej prijavila, ker pač sem rekla, sama ne bom šla, to je čisto novo okolje, nisem z nobenim bila skupaj družila. Ko prideš na maturantski izlet, vsi veste, kaj je za najstnike maturantski izlet, ne? In da bi se obremenila, pač da bi jaz obremenila. Pa je pa učiteljica rekla, ne, ja, Sanja, kaj pa vsak dan ena od sošolk skrbela, kao, da bi ti pomagala, ne? Zdaj, ne, da to pa absolutno odpade, ker se pač nisem to donesla na vse to. No in smo potem drugače, da sem svojega spremljevalca imela s seboj, ne, ampak pač ja, to tisto zaupanje, ne. Jaz sem slišal... Lahko jaz eno izkušnjo še povem? Ja, lahko, izvolite. Moja sestra, ko se je poročila, je valjda prej smo imeli dekliščino, ne? In na dekliščino, seveda, bom jaz tudi šla zraven logično kot sestra, ne, in so seveda vredi, ja, bomo poskrbele, bomo ti pomagale, vse, okej, valjda, da kaj spiješ, pa to ne. In seveda, ko smo že vse malo spile, so ženske na koncu pozabile na mene, tako da, ko smo bile nekaj, si se samo smejala, sicer mi je bilo zabavno, ampak tako se reka, halo, na mene ste pozabile, ne. Tako da na koncu je moja sestra kot nevesta skrbela za mene, da me niso ki pozabile. No, saj to Jo, to nam nikoli pozabila. Ja, saj to sem hotel reči, ne. V bistvu, jaz sem, ko sem 99. leta prišel na zvezo, sem mogel prevzeti en mlade, ne. Imel sem 2 projekta, delavnica za krepitev duševnega zdravja slepe in slabovidne mladine, mislim, časih smo imeli take dolge naslove. Pol drugi je bil socialna in emocionalna delavnica, socialna in emocionalna priprava slepe in slabovidne mladine na življenje. Tako so se imenovali te, ne. In tam sem ogromno teh zgodb slišal, ja, tako, kako se pozabijo, kako so jih zaklepali namerno, ne, ker znajo biti najstniki in otroci znajo biti včasih prav grobi, ne, nesramni. Marjana, ali boste kaj povedala? Ali sem, okej. Skratka, sem ogromno to slišal, ne, ker so bili tisto nekako so malo bolj, bi rekel, ranljivejši in toliko nespretni, ne, in pol pač tak šibkejši člena, ne. Rok, ste imeli kakšne take izkušnje? Jaz sem bil v centru slepih in slabovidnih, pa prej v zavodu, tako da prav veliko, res tako zelo negativnih izkušenj ni bilo, kar so bile pa slabše z slabovidnimi pa slepimi kot z videčimi, no. Tako da mislim, da se v tem našem svetu zelo veliko govori o nerazumevanju videčih do slepih, ampak to, kar se med nami dogaja, o tem bi se morali več pogovarjati, ker se mi zdi, da je to večji problem. Joj, mene ves čas, kar sem tukaj na zvezi, pa mi vi povejte iz prve roke, me skozi zanima, zdaj se pojavljajo 3 pojmi, segregacija, inkluzija, integracija. Kaj je pravzaprav za otroka najboljše? Dobre, inkluzija se pač prilagoditve, ampak kaj se pravi v domu, oziroma v domu, da se ki izobražujejo recimo zdaj je to center Iris, ali da hodijo v redno šolo? Redno, takoj, s prve. Ja, zakaj? Zato, ker sem bila v zavodu 1 leto, pa mi je bilo dovolj. Pa sem zelo zadovoljna bila, moram poudariti, ker sem jaz bila 13 let stara, ko so komaj ugotovili, kaj je z mano narobe. Pa zdaj, da vidim svojega otroka, da si ga predstavljam, da bi mogel čez vse to iti, ko sem jaz šla, pa smo prej ugotovili, kaj je z njegovimi očmi, ampak definitivno meni za eno stvar ni žal, kaj sem jo naredila v mladosti, da sem se vozila s biciklom, da sem se vozila z mopedom, to svojemu sinu zdaj vse omogočam, pa mi je čisto vse eno, če se celi svet na glavo obrne, ampak naj izkoristi vid, dokler ga ima na vsa področja, tudi če kdaj pade z mopedom, tudi če se kdaj kam zabije,
tudi če je kdaj izpostavljen nevarnostnim, ampak glede na to, da pol ti veš, da boš oslepel, jaz sem takoj za, da so v rednih šolah, ker se tu naučiš oziroma vidiš, to je moje mnenje. Jaz sem zelo zadovoljna, da sem šla čez vse to, da sem vse to doživela, ker zdaj ko sem bila stara 19, ko mi je vid čisto padal in vidim, tako Andreja prej rekla, ko greš, včeraj mi je bilo, kako bi zdaj eno gostilniško kavo spila, da bi šla na kavico, da bi, ne vem, bila tam. Zato jaz sem mnenja, da boljše, da otroci živijo z normalno videčimi otroci v normalno šolo, da izkusijo vse. No, ampak tam imajo tudi določene stvari. Prvi so v bolj, bi rekel, zaprtem okolju, z enakimi vrstniki, ni se jim treba toliko... So to tudi, tiflopedagoginja pride, imam možnosti poklicati tiflopedagoginjo, imam možnost v zavod poklicati, imam možnost, vse možnosti imam odprte, če me karkoli zanima, če karkoli rabim, se lahko na zavod oziroma na zvezo obrnem, oziroma na društvo našo, pa glih tako lahko, ne vem, če bi že karkoli, so vedno pripravljeni pomagati. In slabosti enega in drugega, ne. No, vse to hočem razčistiti, jaz zato ne navijam za nikogar, oziroma nimam izkušnje. Ja, tako je rekla Andreja, vse so tudi slabosti, zdaj tu, ne vem, v normalno videči, ampak zdaj gledam jaz svojega otroka pa sebe, jaz mislim, da moj otrok, ne vem. Ti gledaš svoje izkušnje, ne. Jaz pa gledam, je razlika, če otrok se rodi slep, ne, ali pa recimo zelo malo še vidi, ne, je mogoče boljš, ne, da bi šel v ono zavod, ne, za slepe pa slabovidne, ne, ker je tam za njega po moje boljš kot pa če recimo ima še, ne vem, 30% ostanka vida ali pa recimo 20%, je to ful veliko, da še lahko on normalno deluje v redni šoli, ne, zato to dodatno pomočjo tiflopedagoginjo, ne vem kaj vse, ne, vse ima na voljo, ne, ampak je res velika razlika, če vidi 2 ali 3% ali pa recimo 20% ali pa 30%, ne, ker lahko nekot normalno funkcionira še z onimi ostalimi vrstniki, ne, ne vem, ja, meni se to... Lahko Rok pove z prve roke, kak je njemu bilo v zavodu, pa pol pač... No, Rok, ajde, ko si izvan. Izkušnje, mislim, da tistih, ki smo bili v zavodu, so zelo različne. So slepi in slabovidni, ki jim je zavod zelo koristil in je boljše, da so bili v zavodu, kot pa doma in pa tudi obratno. Tudi taki, ki so zelo hrepeneli po domu, ker so bili doma tudi zelo dobro vključeni in sprejeti. Hvala, Rok. Kolikor vem, mislim, da smo slepi in slabovidni zelo heterogena skupina in je to težko posplošiti. Zato mislim, da Zavod za slepo in slabovidno mladino prav, da obstaja v neki obliki, bi pa morali vsakega slepega danes obravnavati čisto ločeno in mogoče nekoga dati v zavod za nekaj let, več ali manj, nekoga sploh ne, nekoga za več časa. Ker mislim, da zavod je, saj v naših časih, pa tudi kasneje na ljudi zelo, zelo različno vplival, ker imamo tudi zelo različne situacije doma družinske. V zavodu so bili res zelo različni otroci iz urejenih družin, iz uničenih družin, ne, z, ne vem, alkoholizmom in tako dalje. Ne. Tako da res je treba posameznika obravnavati, no, in se na podlagi tega odločati. Smo skupaj? Ja. Aha, ok, v redu, se opravičujem. Ja, v redu, ok. Ja, tako sem rekel, ne, problem je, vem, ko sem jaz prvo leto, to je bilo leta 1999, ko smo imeli tisti pogovor, ne, je večina teh, bom rekel, tiste moje generacije, ne, se pravi, otroci so bili takrat stari 14 let, 15, ko smo se pogovarjali, jaz jih imenujem moja generacija, ne, ker sem v bistvu, jaz sem začel z njimi rasti in sem pol v bistvu učiti od njih, ne. No, in dejansko so pač rekli, da imajo težave z vključevanjem v družbo doma, ne. Ker oni so bili le čez teden, so bili v zavodu, potem so šli čez vikend domov in doma je pa pol
nekako niso imeli stika z okoljem. Zato sem se skozi spraševal, kaj je pravzaprav dobro, da ti pustiš otroka, da ti raste v domačem okolju in se mora tam boriti z to, ker so pač v bistvu te, bi rekel, v okolju z videčimi, so v nekakšnem podrejenem položaju, v tem smislu pač, da niso, v zavodu so pa izolirani iz okolja, ampak so pa v enaki, medvrstniško je nekako so enakovredni, lažje se socializirajo, prebolijo, dobijo prijateljstva, tista, ko so pač najstniško pomembna. Še jaz malo razmišljam. Povej, Janez, oziroma Juč. Jaz sem bil v zavodu, pa sem šel v redno gimnazijo, bil sem na faksu v študentskem domu in na koncu sem kot zaposlen bil v centru slepih. In sem tudi veliko spremljal dijake na terenu in moram reči, da sem kar zelo veliko razmišljal o tej temi, kaj in kako. Tako, kad je nekako že, mislim, da Rok namignil. Tukaj je treba seveda eno stvar zelo vedeti. Eno je ta sama situacija doma, kot je rekel Rok, pa še ena druga pomembna stvar je. Namreč tudi tam, kjer je situacija doma dobra, se pravi in materialno, in kar se tiče samega družinskega življenja in tako naprej, obstaja še eno zelo bistveno vprašanje. Namreč moramo vedeti, da povprečen starš ne bo vedel, kaj in kako z otrokom, ki slabo vidi. Ali pa ki je slep, kar je seveda še večja stopnica. In tle se pojavi težava. Namreč, ker recimo jaz sem ugotovil skozi vsa ta leta, ko sem bil v tem mlinu, da rečem, neki. Mnogokrat se bom rekel, in laični, in strokovni javnosti pojavlja ena želja ali pa ena obsedenost s tem, da pa zdaj slep more nekaj narediti. Se pravi, more narediti neko šolo, more narediti to, more ono, gor, dol. Skratka, načeloma se tega človeka tako zelo obremeni, da dostikrat pozabijo živeti ta mlada leta. Se pravi, imeli smo kar nekaj primerov, pri katerih sem jaz bil zraven, kjer se je pravzaprav videlo, da človek ne počne drugega, kot hodi v šolo, še v šolo pa nazaj ga vozijo, tako da nima nekega pristnega kontakta, ker se pristni kontakt znajdi se, bi rekel. Pač moramo iti v reko in plavati. Zdaj, če bi pa nekdo mi rekel, da sem pa zagovornik zavodov, bi pa seveda spet imel kar nekaj pomislekov. Recimo, jaz sem bil v zavodu za slepo mladino v 70-ih letih. Takrat se je govorilo, da je to eden najboljših zavodov v Evropi. Ko danes z desetletji izkušenj s to slepoto in z vsemi drugimi stvarmi, gledam na to, bi celo rekel, da je mogoče v marsičem to bilo res. Edino, kar bi jaz temu zavodu rečemo res očital, je pretirana zaprtost. Namreč, ko sem jaz prišel v dijaški dom v gimnaziji, sem bil popolnoma zgubljen. Popolnoma. Ker iz tistega okolja, kjer so vse 4 stene obdane z polmetrsko vato, da se ti ne bo nič zgodilo, vse so ti prinesli tako rekoč pred nos, in tako dalje, v neko, tako sem prej rekel, divjo reko, ki te buta sem in tja in dejansko, mislim, jaz, rečemo temu, par mesecev sploh nisem imel. K sreči nisem imel nekih resnejših težav za šolo, ker drugače bi po enem mesecu končal. Tako da, tu verjetno neke univerzalne rešitve ni. Mislim, glede na vso situacijo doma, torej, seveda, imeli so pa nekateri otroci doma človeka, ki je pa znal te otroke furati. To pa ja. Ne vem, jaz celo mislim, da bi mogoče res bilo treba vzeti neko kombinacijo
integriranega šolstva z zelo veliko podporo tudi teh inštitucij. Ker recimo jaz se vem, kak greh je bil v centru slepih, ko sem jaz enkrat obelodanil, da 5-letna srednja šola ni nič posebenega, ne? Da ni nič škoda, če mi en let delamo za to, da imamo diplomo, ne? Oziroma da imamo maturo narejeno. Ne, pa so me potem pribijali na križ, češ kako zlo je treba biti prav cajt, da prav cajt naredimo srednjo šolo in škoda je enega leta in tako naprej. Mislim, zakaj bi bilo škoda enega leta za mladost? Boljš 5 let delati, pa za poleg srednje šole imeti še nekega mladostniškega življenja, kakor pa v 4 letih delati gimnazijo, recimo, pa dejansko delati samo tisto. Ker moramo pa vedeti, ne? Pa to najbolj vsi. Oprosti, sam en medklic, ne. Moj sin je hodil na Valdorsko šolo in je bil dober dijak, ali pa prav dober, no, in je tudi šel v 5. letnik, ker Valdorska šola ima 5 letnikov srednje šole in je lepo šel 5. letnik na pripravo. Ja, sej, marsikateri sistemi omogočajo to, ne? In tako da jaz ne vem, zakaj bi bilo recimo ravno pri slepih pa ta obsedenost, da zdaj pa, jaz vem, dobro, s tem se pač poskušamo nekaj ven metati, da smo enakopravni pa enakovredni pa ne vem koga, ampak to nima, mislim, ko to potem gledaš kasneje nazaj, je to popolnoma brez veze, ne? In jaz zmeri rečem, lejte, boljš je, tako kot je prej bilo omenjeno, ne, recimo, ne vem, za nekaj časa mogoče res nekega zavoda, ali pa še boljš bi bil kakšen inštitut, v katerem smo tudi svoje cajce pogovarjali, ne, se pravi, ki bi nekako usmerjal, ne, ker recimo, kakšne stvari sem jaz vse poslušal, ko sem prišel kot, rečemo temu strokovno delavcu, čeprav meni je to malo tako, no, se pravi, človek z nekimi izkušnjami, ko sem prišel recimo na srednjo šolo, se z učitelji pogovarjal. Jaz sem nekoč enemu očetu enega dijaka, enostavno po razgovoru z profesorskim zborom in ravnateljem enostavno rekel, lejte, tale, tvoj otrok ne bo mogel delati te gimnazije. Pa ne zato, ker tvoj otrok ni sposoben, ampak zato, ker gimnazija ni tega sposobna. Tako da to je, mislim, to ne bo nikoli dokončana tema, ker je enostavno stvar preveč dinamična, ne? Preveč je nekih faktorjev, ki pač igrajo tle vlogo in nekega takega, vsakega, ki pripeljemo pravzaprav ne samo do diplome ali pa do mature, ampak ki ga pripeljemo, ki se pripelje, no, kako naj rečem, da ne bo zdaj preveč egoistično izpadlo, ki ga življenje pripelje do tega, da je potem zadovoljen v svojem življenju oziroma da najde poklic, s katerim se lahko preživlja sebe in svojo familijo in ki najde kakor toliko zadovoljstva v tem, pa tudi, če je za to porabil kak let več, ni prav nobene škode. Ne, zdaj slaboviden otrok, ne, zdaj to ima samo Marjana, ima slabovidnega, ne. Slep je v bistvu po definiciji, zato ker imate zoženo vidno polje, ampak jaz se s tem ne obremenjujem za pač. Ne, dobro. Zdaj, hočem to reči, ne, da je zdaj problem je, mi smo bili otroci, ki smo rasli od zunaja, ne, še, mislim, moja generacija, zdaj nekje po ne vem kdaj se je kar nekaj začelo, da imajo zdaj otroci programirano otroštvo in te zadeve, ne. Sanja, verjetno ti si pač rasla bolj na kmetih, pa ste to bili več zunaj, ste več. Problem je verjetno pri slepih je to ta enakopravnost takrat, ko je problem pri vidu, ne, saj drugače verjetno, ko so te razne igre in te zadeve so pač nastane problem, ne, saj pri učenju verjetno ni to problematično, ne, Marjana? Dosti več časa porabijo. To... Zdaj, ko je bila korona kriza, bi mislim, da jaz rabila strokovno pomoč bolj kot Sebastian. Aha. Zato, ker je bilo meni, meni je bilo to tak stvar zaupanja do otroka. To mi je bilo meni grozno, da jaz nisem mogla videti, ali je on na igricah, ali dejansko dela, ne vem, 5, 6, 7, ne vem, 8 ur za šolo. No, se to se tudi malo vprašati, ja. Kako ga ve mame oziroma očetje nadzirate, ne, glede na to,
da se v bistvu pravzaprav lahko skriva. Ja. Mi smo Ne brali, moreš, to pač je stvar zaupanja. Mi smo recimo brali romane pod šolskim zvezkom. Ne? Dobro, zdaj to verjetno ne počene, ampak lahko pa igrice špilajo. Ja, tako, ja. To je stvar zaupanja, na dnevni bazi poslušala. Lahko je eno vprašanje, zakaj bi se človek sploh pretirano s tem ubadil? A ni sam ritem šole, se pravi sam ocene, ne vem, govorilne ure, roditeljski sestanek. Se ja že tam pravzaprav veš vsi. Mene pravzaprav čisto nič ne briga, če otrok roman bere, če ima na koncu lepe ocene. Ne? Koliko imate otrok, če vas lahko vprašam? Dve punce. Koliko so stare? Ena je 3-letnik gimnazije, ena je pa 7. razred. Ja, to so žgoljke, ja. To je razlika. Razlika, sam tudi nekod so bile majhne. Ne, saj Sebastian je isto star, kot zdaj vaša hčerka, naprimer, ne? In kak vi, naprimer, imate normalno vedečo ženo vi? Ne, žena je pa članica. No in kak, ne vem, zdaj, ko se pač o tem pogovarjamo, kak vi, vam je to vse eno, ampak jaz ne vem, zakaj mene to tak fejst obremenjuje, da mi reče otrok, mami, zaupaj mi, ne igram iger, zdaj. Vse eno, vse to je malo mogoče grobo, ampak recimo jaz sem en tisti, ki širi, ne, in to sem tudi otrokom jasno povedal, ne, da je 4 najlepša ocena. Ne, in kako se je pravzaprav to pokazalo kot eno tako, ne, enkrat sem celo od hčere slišal to, da kako je fajn, glede na to, da je videla pri nekaterih sošolcih, sošolkah, ta pritisk staršev, ne, da če pa ne prinesiš zdaj take pa take ocene domov, bo pa to. Kako je fajn, k v bistvu tega pritiska ni. Jaz sem rekel tako, ampak jaz sem tako, če so prinesli 4, oziroma če jo prinesejo, se veselim. Tako kot bi se, pač, mislim, iskreno veselim in ono. 3 rečem, trojka je tak, ne bomo se veselili, ne bomo tudi zganjali panike. Za 2 pa enkrat, dobro, se hvala Bogu, jih ni veliko, ampak čeprav jaz, to pa lahko zdaj tule povem, to pa otrokom nisem razlagal, pravim, zmeri se iz 2 pa enke otrok celo več nauči, kot se iz 4 pa 5. Če znaš to ponuditi, oziroma če znaš, pa ne trdim zdaj, da jaz znam. Ampak ne z enim pravim, predvsem, a ni tako v življenju, da se zmeri iz neke težke situacije več naučimo, kot pa če nam gre vse po maslu. Ja, iz svojih napak se ne več naučiš. Ne? Tako, ne. In isto je pri otroku, če on dobi enko in mora pa rečemo popravljati in mu ti z nekako spravo strpnostjo znaš lansirati, da vidiš, kako si je to brez veze zakompliciral, da bo zdaj pa namesto, da bi zdaj že bil na pol na počitnicah, mora pa, ne vem, v šoli to pa to popravljati. To so najbolj učinkovite stvari, bolj od vsega tuljenja in sekiranja in mislim, po mojih izkušnjah. Tam jaz vidim sama pri sebi, je velika razlika med fantki pa med punčkami. Mislim, ne vem, se vsak otrok je drugačen, ker punčke, ne vem, punčke kar sami vse neko zrihtane, ne, fantje pa rabijo ogromno podpore, ne, pa tudi če so brihtni, ker so leni, kako ne rečem, no. Ker če ni spodbude, mi se sploh na začetku se poznali, mi smo zdaj v 3. razredu, in tu 3. razred je najbolj pomembno branje, da osvojijo branje, ampak ni to še toliko star, da bi bilo samo iniciativno branje, ker jaz ga moram preganjati, zdaj gremo pa brati, in samo sebe se ne bo spomnil, ampak ko začne brati, ni problem, ampak pri nas je tako, jaz ne morem brati otrokom, oni meni berejo, vse hvala Bogu, imam to srečo, on je že 1 leto pred šolo začel mi brati zaradi moje te hibe, ker jaz ne morem brati in je poln tih obvestil, pa ne vem, kaj je v vrtcu bilo, in on je meni začel brati, in sem bolj srečna, hvaležna smo za to, nimamo težav nekih, ampak vsem je treba se naučiti v 3. razredu, da on zna tekoče brati, ker to branje je pomembno za vse ostale predmete tudi, in tu pač treba kar veliko preganjati, no. Ampak, ja, tu pri nas je tako, hvala Bogu, oče v redu vidne, ampak učitelji so spet malo drugačne. Jaz moram njemu reči, zdaj prosim preberimo, ker jaz pa njemu ne morem brati in on nima živca zraven, da mu jaz z lupo grem brati, Pač on meni bere, in je to čisto, pol je razlika, no. Veliko zaupanja, tako je Marjana rekla,
se otrok najrajš bere, če more nekomu brati. Ne? Se to je samo pozitivna stvar, kar se branja tiče. Ne? Ja, mislim, Ker otrok ima čisto drugačno veselje, jaz sem tudi doskrat marsikaj tako rekel, a mi lahko, ne vem, tole prebereš, ali mi lahko to pogledaš. Ne? In to je čisto druga motivacija za otroka, kot pa tisto, kar mu v šoli naložijo, pa reče, zdaj pa. Ko pa je star 14, pa ti reče, toliko moram prebrati. Ja, tisti pa tako reče, je prej dosti bral ali pa malo. Ja, 14 let je pa 14 let, ne? Se vidi ono, ko je... Po mojem otroci potrebujejo to, da se ukvarjamo z njimi, a ne? Ja, pozornost to je, ne? Da ga razumeš. Je pa Marjanta je pa tek, veš, jaz sem povedala, da sem eno zgodbo slišala, ne, med to korono, bi rekla zaupanje, ne, do otroka. Veš, tudi, mislim, da so imeli tudi starši, ki normalno vidijo s tem nadzorom tudi težave, pa so tudi zelo različne zgodbe, tako da mogoče malo za nekaj lažbo, ampak da se vsi v bistvu so srečevali s tem nadzorom, ne. Je pa za slepega še verjetno malo težje to, ne. Zakaj niste prej tega Zooma si izmislili, takrat, ko sem imela največje krize, ne zdaj, ko sem se že sama sprijaznila? Starši, ki vidijo, so še bolj tečni. Vsako grimaso, pa vsako zavijanje z očmi, pa vse opazil. Mi pa mirno gremo mimo. Eno vprašanje, medkli se pravičujem. Jaz imam zdaj tukaj eno brošuro dejavnost za družine zvezo slepih, ne, pri nas. A niste prej imeli te skupine za samo pomoč staršev pa te zadeve? A to se ni delalo? Kot tudi skupina staršev slepih in slabih otrok in mladostnikov za samo pomoč. Ja, to smo imeli enkrat z Karolino, imamo enkrat na leto v Izoli ali pa v Novokroglem smo imeli. Pol pa imamo različne teme, pač kakšna tema se zbere, se pač pogovarjamo o tem. V redu, to razumem, ja. Ampak a to, koliko časa bo to pravzaprav traja? Od kdaj se je to začelo? Oziroma, kdaj so se vi vključili? Oziroma, vi vključili v to? Jo, ne vem, jaz sem bila 3-krat, se mi zdi samo na tem. Aha. Ampak to je premalo enkrat na leto, ker tam je tako fajn, toliko stvari zveš, toliko se lahko pogovarjaš, različne izkušnje izmenjuješ. Meni je tam super. To je tisto, ne? Res, ker... To je tisto. Zato sem jaz tak navijač, recimo, teh skupin, mislim, teh raznih skupin. Tako imamo tudi, recimo, slepi in slabovidni starši, ne? To je, pa ne, zdaj, če imaš kako dobro predavanje, je to samo še plus, ne? Ampak to, da se ti usedeš, da pravzaprav vidiš, kaj je nekdo drug, kako on to gleda. In kar nekaj, mislim, jaz sem ful stvari potegnil iz čist takih, bom rekel, vsakdanjih razgovorov, kako in kaj, ne, kako, recimo, kako stvar, sem še prej mislil, da je mogoče nek problem, pa ne vem kaj, ne, potem, ko se malo pomeniš, pa vidiš, kako je ta to naredil, kako je on to naredil, ne, pa si rečeš na koncu, to pa res ni. To ni problem, ne, ko vidiš, da drugi čisto lepo funkcionirajo, ne. Ja, to ful pomaga, ne. Seveda, pa če lahko pripomnim, velika razlika je pri starših, ko imate 2 otroka, ali pa jaz, ko imam enega, ker se mi zdi, da tisti, ko ima 2, ali pa ko ima 3, se že pri 3. dosti manj sekira, ko se pri 1. Ja. Pač iz mojih izkušenj to gledam. Ja, tudi kot starš, jaz zmeri rečem, tudi kot starš se učiš, ne? To. Ne, seveda z drugim otrokom je marsikaj si že dal čez, ne? To je logično. Ja. Rok, je to res, da si pri prvem otroku si steriliziral, v drugem si opravil, pri 3. si po hlači obrisal dudo. Ne, smo se že pri prvem marsikaj naučili, je pa res, da, kot je Ivč rekel, da se pri drugem otroku že marsikaj veš, je pa res, da je tudi drugi otrok zelo drugačen od prvega in potem te tisto, da že nekaj veš od prvega, tudi včasih moti, ne? Ker apliciraš na drugega to, kar za njega sploh ne pride v poštev, recimo. Pri 3. pa imaš občutek, da itak sam rastejo. To sem htela slišati, če danes. Ker točno Rok, to, kar si rekel, recimo, kako sem se jaz ujel v zanko, ne? Moji 2 punci hodita na glasbeno šolo, s tem, da je zdaj Patricija starejša na konzervatoriju za glasbo, ne? In jaz sem pri ta drugi
avtomatsko odnehal, v bistvu, nehal to spremljanje, kako vadi in tako naprej. Samo zaradi tega, ker me je pravzaprav starejša zapeljala z tem, da seveda ona je jasno, zdaj ve v glasbi mnogo več kot jaz in kaj če mi je pamet solit, ne. In šele, ko je enkrat mi profesorca od ta mlajša rekla, da pač, da določene stvari pa niso čisto narejene, sem sam začel razmišljati, sem rekel, Madonca, sem rekel, sej, ki je bila starejša, toliko stara, ne, torej pri teh letih sem pravzaprav jaz še marsikdaj poslušal, kako je ona, dobro, hvala Bogu, pač imam tukaj ga posluha, pa tako. A ne tako, da ja, se hitro ujameš v neke stvari, recimo neke izkušnje od prvega otroka, ne, in pri drugem si, ja, sem to pač, ampak jaz že pravim tako, ne, že v porodnišnici smo drugega otroka čisto drugače v roke vzeli, kot prvega, ne. Ko so manj dali prvo hčero naroče, sem mislil, da, ne vem, sem po moje nehal dihati, ker sem se bal, da jo bom, ne vem, kaj poškodoval. Veš, pri ta drugi pa že tist, ne. Ko žaku krompirja, ne. Ja. Da že to kaže, ne, da je pač enostavno. Sem zato je pa dinamično, ki je vse drugače, mislim, to je tisto. To je čar vsega. Se pravi, če pozamem Marijano, oziroma, a čmo predlagati, da so tele Zoom meetingi recimo od jeseni, ne vem, enkrat na mesec, pa se takole starši dobite, pa ne vem, jaz ali kdo moderira, pa se takole malo čvekamo zadeve. Sej ni treba, da gremo neke težke strokovne zadeve, ampak da pač se srečate in pač se čvekano, ali pa se pogovarjate, spoznavate. Ja, jaz sem za. Ja, tudi. Meni je zelo dosti pomeni, da se lahko pogovarjam tako z nekom, ko iskreno pove svoje mnenje. Ne da olepšuje stvari, ampak da res iskreno pove, ker jaz nikoli in ne bom olepševala stvari, tako je, ko je in konec. Ne, ker meni so rekli, da jaz naj bi od jeseni naprej naj bi vodil neke te Zoom sestanke oziroma Zoom srečanja, ne, in pol sem zdaj tudi na sezadnje cel teden še se že pogovarjam na različne teme, pa iščem tudi kakšne stvari bi se pogovarjali. Ja, to je odlična ideja. Pa še pa eden ne reče, da koronavirus ni nič dobrega prinesel. Bomo končno pogruntali, da ni treba čisto za vsako figo, ne vem, leteti na okroglo ali po izolo, ampak da lahko pravzaprav iz domače dnevne sobe se tudi takole pomenkujemo in izmenjamo neke izkušnje pa neka mnenja. Z okroglim in izolo bi jaz rekla, zato ker vseeno slepi moramo nekam malo... Ne, ja, sam, lej, ta srečanja so pač povezana s velikimi financami in tako naprej in pač jih izvedejo, kolikor jih lahko, ne. Ja, saj to... Tako da tisto naj ostane, ja, seveda. Ali pa naj bo dvakrat, ne. Ne, pa tole tako, lahko se mi dobimo, pa vama še kakega strokovnjaka se priklopi in... Lahko imamo predavanje, lahko imamo ček, lahko imamo karkoli, ne. No, glejte, da vam jaz zdaj pokažem eno zadevo, pač mi si lahko tudi dopisujemo, vprašanja postavljamo, ne, pri Zoomu. Recimo tukaj spodaj je chat, komanda je Alt-H. Ja, na računalniku, kaj pa telefonu? Vse po mojem je isto, če ne bomo pa preverili, zdaj za telefone vem. Ni zaradi tega, ker meni to ti govorec, ko vi govorite in jaz hodim z prstom in sploh nič ne... Ja, to pa je najbrž blokirano, ja. Ja, ok, za telefon bomo poprašali, no. Tudi sam chat je, da slep ga tudi na računalniku moč kar spet manevrirati gor pa dol, če hočeš mu slediti, ne. No, Sanja, hvala. Evo, Sanja imamo, bo Sanja povedala, kako je za to, za telefon. Točno. Ne, za telefon pa ne vem. To pa Marjanta Jano vpraši. Za telefon bomo še, ne? Ne vem, či Jana prek Zooma zna to. Ja, včeraj je bila na Zoomu gor prek telefona, prej sem. Sama je šla gor ali je kdo... To pa ne vem. Mislim, da je bila Jana Führer. A ja, v torek. A veš, ne smemo si preveč zahtevati, jaz recimo 2 meseca nazaj za Zoom še vedno nisem. No, sej. Ja. Skratka, sem hotel reči, če gremo na tale chat,
Ne, to je Alt-H, smo rekli. In potem se ta chat odpre in zdaj je tukaj opcija, da lahko pišemo everyone, se pravi vsem, potem recimo lahko napišem samo Andreji privat, pa Ivču, oziroma Janezu, Marijani lahko napišem posebej, Roku, Sani in tako naprej. Ne? In to se pravi, lahko postavljamo vprašanja, ne? Recimo. No, se to lahko drugič vadimo, ampak samo tako, da povem, ne? Da boste malo razmišljate. Ne? In potem v bistvu imamo predavatelja in se mu postavlja vprašanja. Ne? Zdaj, ko ste vi to omenjali, ne, sem jaz tu malo drsela z prstom in je meni tu neke share reče, pa neke participant. Ja, participant, ja. No, to participant. Pa ne vem, pol bi mogla verjetno mute my audio, ne vem, pa harfi. Ja, še naprej, po mojem je, ja. Participant, pa je pa chat. Chat, ni. Potem je pa, tako gre, mute, ne? Stop video, security, participant, chat. Aha, samo malo da vidim. Vidiš, pa lahko še tečaje Zooma organiziramo. Ne? To vsekakor bo treba. Sam najprej bo še meni mogel kdo kaj povedati. Ne, Zoom se pač, mislim, jaz sem tudi recimo videl, ko so šolo delali prek Zooma. Ne? Recimo, ker mi smo svojca šah delali prek Skypa, pa se mi je zdel bolj štorost. No? Mislim, tale Zoom pa sem videl v razredu, vem, da jih je tudi po 18 bilo gori, ne, to kar špilalo. Jaz sem tako rekel, ne, ženi, sem rekel, briga mene ta tvoj Zoom, ne, in tudi sin je bil, ko je ona začela Zoom, pa sem prišel po službo, so pa rekli Zoom. Aha, samo meni je zanimivo ime Zoom, mi smo imeli Zoom tekst, to pa je zdaj neki drugi Zoom. Ja. Dobro, čemo se kupi, pa zdaj se skoraj že eno uro pogovarjamo, zdaj ne vem, ali čemo še nadaljevati, ali smo se zmenili, da bomo drugič začeli čisto, a naredimo čisto eno tako kratko evalvacijo tega pogovora, da ne bomo nategovali stvari, ne. Pa me zanima, recimo, Rok, ti si moj prvi zgoraj levo na ekranu, pa bom tebi dal besedo za ta pogovor. No. Ja, lepo, da smo se sestali, da gremo korak s časom. Jaz tudi za Zoom sem zvedel marca, tako da je to pač ena možnost, možnost za naprej, ne, ker zlasti pri slepih vemo, da se težko kadarkoli in kjerkoli dobimo. Ja. No, ok, Marjana se je oglasila, ajde, dajmo. Ne, nisem hotela za to. Ja. Meni je bilo zelo fajn, meni to ful dosti pomeni, res pa je, da jaz se ful rada učim in bi to rada, da me nekdo nauči, ampak to je ful težko, zdaj to ne vem, moram poslušati vas, pa tega tu, ko mi blebeta, pa moram se znajti, no, to mi je zdaj čisto novo. Danes mi je sin pomagal, ker je vse sem rekla na srečo doma, v nesreči, kako ne rečem. Drugače pa mi je zelo fajn, da sploh Roka, tako dolgo že nisem slišala. Jo, pa vse sva se srečala na zadnjem izletu slepih in slabovidnih staršev. A tebi je že dovolj, koliko si me takrat videl, dobro je, ok, v redu. A to sem povedal, ok. A to sem povedal, dobro. Tako je zgledalo. Takrat sem te srečal, zdaj pa imam za naslednjih 20 let spet dovolj. Ja, ok. No, vse je Zoom je zdaj. Ja, samo naučiti se moram, da bom sama znala in je to. Jaz tudi ne znam, meni je tudi to žena naredila. Jaz se moram tudi še naučiti. Bomo pa zoomirali vse. Če moraš nekaj kopirati kodo, pa ne vem, nekaj vse Boga delati. Ja, se res, bo treba poenostaviti stvari, pogruntati, kako to gre. Ne? Tako da, ok, Andreja. Andreja je pa že profesionalka, ne? Zdaj je že, ne vem, drugič, tretjič gor, ali kako so se. Ne, mislim, pri meni je to tako, ne, jaz tudi brez pomoči ne bi znala, ne, hvala Bogu, imam tule pomočnico moje zdrave, ne, pa mi je mož, mi je nastavil, ne, ker sem imela tudi z računalnikom nekaj, ne vem, preveč zasedanje, je bilo treba aplikacijo gar naštimati, jaz sama ne bi znala, ne, brez pomoči, ne znam, jaz se še vse lovim za tem govorcem, ne vem, kaj za slebe pa slabovidne.
Ampak jaz verjamem, da vse se da, no, malo sem trmasta in poglejte, no, učili se bomo do konca življenja, ne, in vedno bojo novosti, ne, in jaz sem tudi iz pedagoškega, pedagoški poklic imam, ne, pač žal tega ne morem delati, ne, in blizu razvida, ne, ampak želim se pa učiti celo življenje, ne, pa tek se moramo učiti celo življenje, ne, in sem vesela, no, za vse novosti, da se da, ne, marsikaj se da, ne, pač optimistično gledam na vse stvari, no. Ne razmišljam o teh stvarih, kar ne moreš, ne, pač razmišljam o teh stvarih, kar lahko, ne, in verjamem, da so tudi moji otroci imajo en velik dobrobit v življenju bojo imeli, ker rastejo s tako mamo, ki izgublja vid, ne, gor, ne, in čisto drugače čutijo do ljudi, ne, in mislim, da bodo imela kar en velik plus v življenju. Ja, Tudi te stvari, no. Ja, se moja prijateljica, ki je rasla v duhovnemih tetah, je tudi, moram reči, da ima zelo tak socialni čut. Tako da priznam. Ja, Sanja, daj še Sanja ti povej, predno dam Janezu besedo, oziroma, daj, Ivč, ti si spremeni, zame si Ivč, veš, ne Janez. Predno dam Ivču besedo za konc, pa še tebi, no. Ok, ne, saj sam to sem hotela mogoče povedati. Glede tega Zooma, zdaj, če se na klicni center obrnete na zvezo, zdaj smo imeli dvakrat že v bistvu tako imenovano Zoom kavico, kjer smo se pač učili, kako se dela z Zoomom. Pa jaz mislim, da če bo dost interesa, mislim, da se bo to kar ohranilo še naprej, pa bomo pol tudi prešli na telefon, no? Kako se prek telefona to počne, ne? Jaz ne morem prek računalnika, oprosti, da sem ti skočila besedo, ker ima moj sin šolo, ne? Ja. In ne moramo hkrati oba biti na... Lej, bomo, veš kaj, za vse je v bistvu ta Zoom nov, tako da se v bistvu vsi učimo in lej, bomo definitivno se tudi na to, hvala, ko si spomnila, ne, da se tudi na telefonu sredotočimo, ker mogoče je celo za marsikega bi bilo lažje s telefonom kot na računalniku, ne, ker imaš do računalnika sploh nekaj dober ne uporablja, zna pa uporablja telefon na dotik, ne, recimo. Ja, se to je podobno, ne. Tako da lej, bomo. To sem hotela sam. Ja, sej recimo sta tle Sandi Novak je bil tudi na iPhonu, ne, pa tudi Miha, po mojem, tudi ta Srebrnjak tudi uporablja telefon. Ja, ne? Ampak vsakim je nekdo verjetno pomagal, ne. Ja. Ne, tako ste rekla, tako rekla Marjanca, ne, tako da bomo preverili to, če se da tudi to samostojno urediti, no. Jaz sem si ga tudi na telefon nekaj nalagal, ampak pol nisem niti poskušal. Bom pa mogoče tudi to, kdaj... Ja, meni niti povedali niste, da se treba karkoli naložiti na telefon. Jaz sem samo rekla mojem sinu, daj mi to pa to naredi. Ja, kak, mami, če nimaš aplikacije? Pa kakve aplikacije, če mi niso rekli, da moram imeti? Ja, moreš imeti. Ja. To je pa tisto, ne? To je pa tisto, ja. Ko v bistvu, ko se vsi se učimo, ne? Ja. Jaz rada ti bolj pametni, kakor pa mi, ne? Ker oni rastejo vse za tehnologijo gor, ne? Oni ko vse vejo. Ja. Pa kako tega ne veš? Marjanca, bomo na vezi. Ja, okej. Nisem slišala. Marjan, da te bom imela v mislih, no? Bomo na vezi, ne? Ko se bomo kaj o tem tudi pogovarjali, kako s telefonom pa to. Hvala, Sanja. Okej, Ivč. Ivč, običajno damo ženskam besedo za na koncu, ne? Danes bomo dali pa tebi. Mislim, zmeri znova pa, ne vem, to sem res že ugotavljal, tudi ko sem še na društvu bil, pa ko sem več bil znotraj zveze. In tudi danes pravzaprav me spet preveva ta, meni je fajn takole, no, tudi nekateri ste rekli, da je fajn tekle malo kdaj zmenjati neke izkušnje, neka mnenja. In se pravzaprav čudim, zakaj, dobro, ugotovili smo, Zoom je zdaj na novo in očitno upam, da bo zalaufal in s tem omogočil marsikakšno
srečanje brez nekih, da moramo najprej ne vem kakšne stroške pokriti in tako naprej. Ampak, a veste kaj, spet desetletne izkušnje, kaj je tisto, kar jaz vidim, da je ovira pri nas. Namreč nam slepim in slabovidnim je nerodno se gibati in udeleževati stvari, ki se dogajajo znotraj slepih in slabovidnih. In to je tista težava, zaradi česar, recimo tudi Rok je na začetku že nekako namignil, da ta skupina slepih in slabovidnih, da moramo mi najprej tu razčistiti, kot da se v tej skupini dogaja ne vem kaj posebnega. V vsaki skupini se pač kaj dogaja, ne? Prijetne in neprijetne stvari. Recimo, ne vem, bom sam en primer dal, recimo, če ti rečeš, da si bil v Piranu na morju ali pa v Izoli, vsi nekako, mislim, večina tako reče, drugan ne moreš jeti, ne, zato spa dol, ne. In ta odnos, torej ta strah pred tem, da če se bomo udeležili akcije zveze, da smo pa s tem zaprti v nek krog slepih in slabovidnih, marsikoga odvrača od tega, da bi se teh stvari udeleževal. Kot smo pa prej že pogruntali, ravno take stvari, se pravi, ker če jaz grem med zdrave starše, torej polnočutne, ne bom dobil izkušnje, kot jo ima slep ali pa slaboviden. Ne? Pa ne govorim, mislim, ne samo starši, torej tudi na vseh drugih področjih. Torej, če hočemo mi neke svoje izkušnje zmeniti, pač moramo enostavno imeti skupino, ki te izkušnje pravzaprav lahko ima. Ne? Zato bi pravzaprav še enkrat zaklical, da ne vem, kaj bi bilo tako slabega. Nekdo je lahko zelo vpet v zunanje okolje, pa še zmeraj lahko najde čas, da se udeleži tudi kakšnega pogovora, srečanja, Zoom srečanja, recimo zdaj, da se bo moderno slišali. Ne? To res stane, samo čas moraš imeti, 1 uro na mesec, kaj pa to? Čas moraš imeti in pravzaprav moraš najti en vzrok, en užak. Saj cajt zmeri najdemo za stvari, ki najdeš dovolj smislov v njih. Ampak recimo dostikrat se dogaja, da recimo vem, ker sem še na društvu bil, smo dali te predloge, one predloge, ono gor dal, celo ljudje so dali predloge, pa smo pa to zorganizirali, so se pa 3 prijavili. Tu kropotamo, nič ni pa nič ni, polk pa je, pa nas nikjer ni. Tako da, to bi jaz želel za konc, da nekako sploh tisti, ki ste mlajši, in tukaj mislim, da večina je mlajša od mene, dejte te stvari, to filozofijo, kako naj temu rečem, spremeniti. Ker samo na ta način lahko zaživi neke stvari znotraj naše organizacije. Če ne bo res ohromela in neodzivna in tako naprej. Ivč, jaz se strinjam s tebo, jaz takole razmišljam večkrat, ko se boste dobili takole na Zoomu, več bo tudi potreba potem, da se vidite v živo. In to pomeni, da če zveza je pripravljena vložiti v te Zoom mitinge, bo imela tudi koristi v tem smislu udeležbe na teh raznih seminarjih in teh stvareh. Pa sej plus moramo mi najti. Ja, ne? Plus moramo najti mi, tako kot smo zdaj nekako vsej večina ugotavljamo, da se je lušten malo pomeniti o nekih stvareh, ki so le specifične za nas. Zdaj, če zmeri na nas, pa je, koliko stvari vpelješ. Ja. Pa torej, če že ne pomagaš sebi, mogoče pomagaš z nekim opisom nekega dogodka, mogoče nehote nekomu pomagaš. Ja, pa jaz pravim, da pozitivno gledaš na recimo ta naš handicap, recimo, ne vem, da pač ne vidiš, da se marsikaj da, z tem mogoče komu ki pomagaš, pa ne vem, samo da se dobiš, da vidiš, da nisi edini. In da se da kljub temu lepo živeti. Ja, da še kdo poleg tega vesla po isti reki, in da mu čisto dobro gre, ali pa kaj si, tako da ja. Krasno. Upam, da ste bili zadovoljni. Pa se slišimo, če ne pri jeseni. Ja. Najlepša hvala. V redu, uživajte, čau. Ja.
Hvala Lepe vam, počitnice, adijo. Malo gasen Zoom, ne? Ja, kak zdaj? Ok, dio. Adijo.